Šmarna gora. Veste, za marsikoga je to pač tisti priljubljen hrib nad Ljubljano. Super za nedeljski izlet. Ampak ta gora skriva toliko več. Polna je skrivnosti in zgodb, ki segajo stoletja, celo tisočletja v preteklost. Pa poglejmo, zakaj je Šmarna gora res veliko več kot le navaden hrib? In takoj na začetku, ena uganka. A se je kdo že vprašal, zakaj zvonovi na Šmarni gori bijejo zapoldne že v 11:30? Ne, to ni napaka v uri, to je tradicija, ki izvira iz časov polnih spopadov in, precejšnje iznajdljivosti. Dajmo najprej rešiti to uganko, ki dela to goro tako posebno. Ampak preden razkrijemo skrivnost zvonov, se moramo najprej pospeti na vrh. Tako da začnimo naš virtualni vzpon na ta priljubljeni osamelec, ki tako ponosno stoji na severu Ljubljanskega polja. Ker veste, Šmarna gora pravzaprav ni samo en vrh. Sestavljata jo dva. Šmarna gora, visoka 669 metrov, in njena malenkost višja soseda Grmada s 676 metri. Skupaj ustvarita tisto res prepoznavno silueto, ki jo vidimo z vseh koncev. Morda se zdi kot en sam hrib, ampak, in zdaj se primite, na vrh vodi več kot 50 označenih poti. Ja, prav ste slišali, več kot 50. To neverjetno število pomeni, da je gora res dostopna za čisto vsakogar, ne glede na to, kako dobro smo pripravljeni. In ta vsestranskost se odlično vidi tukaj. Na eni strani imamo recimo romarsko pot, to je ena taka položnejša, zgodovinska pot, idealna za družinski izlet, na drugi strani pa plezalna pot. Ta je pa s svojimi jeklenicami in klini že pravi izziv za tiste bolj drzne. No, in ko končno prispemo na vrh, nas tam ne čaka samo fantastičen razgled. Tam nas pričakujejo zgodbe, ki so dobesedno vklesane v kamen. Tu namreč stoji cerkev, pravo srce gore, ki je bila priča stoletjem sprememb, spopadov in seveda vere. Zgodovina te cerkve je res kot nekakšna drama v več dejanjih. Poglejte tole časovnico. Vse se je začelo že pred letom 1216 s preprosto kapelico. Potem, leta 1432, so zgradili večjo gotsko cerkev. Konec 15. stoletja pa so jo morali obdati z obzidjem in jo spremeniti v protiturški tabor. In končno med leti 1711 in 1729 je dobila to mogočno baročno podobo, ki jo poznamo danes. In ja, ravno v tistem burnem obdobju turških upadov, ko je cerkev služila kot zatočišče, se skriva odgovor na našo uganko z začetka. Čas je, da končno razrešimo skrivnost, zakaj zvonovi zvonijo poldne ob 11:30. Legenda pravi takole. Turki so obljubili, da se bodo umaknili, če do podneva ne zavzamejo trdnjave. To je bil prvi korak. Branilci so slišali za to zaobljubo in se domislili neverjetne zvijače. Kot vidimo v drugem koraku, ob 11:30 so preprosto pozvonili poldneva. Pol ure prej. In rezultat? Tretji korak. Turki so mislili, da je že poldneva. Držali so svojo obljubo in odšli. Ta pametna prevara je rešila goro, tradicija pa se je ohranila vse do danes. Ko pa stopimo v cerkev, nas pričaka umetnost, ki prav tako pripoveduje svojo zgodbo. Ustvaril je baročni slikar Matevž Langus, čigar predanost je vidna v vsaki potezi. Poglejte, kaj je sam zapisal. Slikal je, da bi zadostil svoji srčni želji in kar najlepše okrasil to priljubljeno romarsko cerkev. To pove vse, kaj ne? Ampak predanost skupnosti se ne kaže samo v umetnosti. Si predstavljate tole? Leta 1874 so na vrh privlekli največji zvon, težak skoraj 3000 kg. Za ta neverjeten podvig je bilo potrebnih 11 parov volov in kar 200 ljudi. To je res pravi dokaz moči skupnosti. A zgodba Šmarne gore se seveda ne konča z barokom. Njena zapuščina sega tudi v novejši čas in je, zanimivo, povezana tako z našim največjim pesnikom, Prešernom, kot tudi s partizani med drugo svetovno vojno. Ja, gora je postala kraj navdiha celo za Franca Prešerna. Njegov stric je bil namreč med leti 1830 in 1837 duhovnik na Šmarni gori. Zato je bil Prešeren pogost obiskovalec. Kdo ve, koliko vrzel je nastalo prav tukaj gor. Svojo strateško vlogo je gora odigrala tudi med drugo svetovno vojno. Njeni gozdovi so bili prepredeni s partizanskimi kurirskimi potmi. V njeni bližini pa je bil 22. julija 1941 izstreljen celo prvi strel ustaje.
Torej, ko združimo vse te zgodbe in pogledamo z tega simboličnega vrha, postane popolnoma jasno, da Šmarna gora res, ampak res ni samo hrib. V bistvu je stičišče toliko različnih svetov. Kot vidimo tukaj, je zgodovinska Tvrdnovja in romarsko središče. Hkrati je naravni zaklad z desetinami poti za rekreacijo in je tudi vir kulturnega in narodnega navdiha, od Prešerna do danes. Vse to je združeno na enem samem vrhu. In Šmarna gora nas uči prav to. Zgodbe so povsod okoli nas, pogosto skrite na očeh, v nenavadnem zvonjenju zvonov ali pa v stari poti, po kateri hodimo. Kakšne zgodbe torej skrivajo kraji, ki jih srečujemo vsak dan?